Tokrat pogledamo v drobovje največjega in najprestižnejšega Mercedesa razreda S. Zapeljemo pa GLA in Hyundai i20. Pogledamo drugačnega Fordovega Transita in Suzuki A-Cross. Z Darsom pa se lotimo varnega prehitevanja tovornjakov. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Stranski produkt tega, da nam je v trgovinah, pa ne samo pri nas, tudi v vseh okoliških državah, vse na voljo, od goji jagod do mazil iz Avstralije do brezžičnih slušalk iz Kitajske, ima za posledico tudi to, da je na avtocesti neprekinjena kolona tovornjakov. Če pogledamo zelo na hitro in rahlo površno, potem lahko ugotovimo, da je prevoz blaga v zadnjih 100 letih skoraj da enak. Po istih poteh, rahlo so seveda širše ceste, ampak še vseeno. Je pa tega blaga toliko več, da je tovornjakov več in zato vožnja z avtomobilom ni več tako, bi človek rekel, preprosta in udobna. No, nekaj možnosti za izboljšavo vsekakor je. Tovornjakom se lahko omeji dostop na avtocesto za različne dneve ali ure in lahko se jim recimo tudi prepove prehitevanje med sabo. To se je zdaj v praksi tudi zgodilo, kako poteka in kakšne so novosti, pa preverja Luka pri Darsu. Na slovenskih avtocestah se na začetku letošnjega leta veliko dogaja. Veliko zanimanja javnosti je požela predvsem novica o razširitvi prepovedi prehitevanja težkih tovornih vozil med Šentiljem in Koprom. In to novico je večina voznikov osebnih avtomobilov sprejela z odobravanjem. Sploh tisti vozniki, ki večino časa preživijo na primorskem ali štajerskem kraku avtoceste, dobro poznajo situacijo, ko na prehitevalnem pasu avtoceste obtičijo za voznikom tovornega vozila, ki celo po več kilometrov ne uspe prehiteti drugega počasnejšega tovornega vozila. Ko pride do takšnega prehitevanja dveh tovornih vozil, se nam zmanjša prepustnost avtoceste in po drugi strani moramo tudi vedeti, da ostali udeleženci motornih vozil v prometu postajajo bolj nervozni, delajo večje napake, ker enostavno ne morejo voziti po avtocesti na takšen način, za kar je avtocesta predvidena. Dars in Ministrstvo za infrastrukturo sta se zato odločila, da naredita korak naprej pri pretočnosti prometa. No, za kakšen korak naprej pravzaprav gre? Dejansko smo ukrep skoncentrirali na ure, kjer je prometa največ. Prej smo imeli 2 časovna intervala skozi cel dan, sedaj govorimo o enem časovnem intervalu med 6. uro zjutraj in 6. uro popoldne. Zelo pomembno pri tem pa je, da smo nekako sledili, da bo prepoved čim bolj enotna. To pomeni, da bodo vozniki tovornih vozil točno vedeli, kje je prepoved, to se pravi, zajeli smo celotno A1 od Šentilja do Kopra. Prej, pred 15. januarjem je bilo temu malo drugače, nekateri odseki so izpadli iz tega ven. Avtocesta od Šentilja do Kopra je ena najbolj tovorno obremenjenih. Gre namreč za del pomembnega 1600 km dolgega panevropskega koridorja, ki povezuje pomembna jadranska pristaniška središča z vzhodno Evropo. Odgovorni posebej poudarjajo, da ni šlo za enosmerno odločitev, ampak so se predstavniki prevoznikov z ukrepom strinjali. No, so se vozniki tovornjakov že navadili na nova pravila? Pri tej zadevi je tako, da kot pri vsakih drugih, kjer so neke spremembe, ljudje se jih moramo navaditi. Če gre za pozitivno, je prav, da jih tudi pozitivno sprejmemo. Naša opažanja gredo v smer, da je bil ta ukrep v bistvu dobrodošel, da pozitivno vpliva na same prometne tokove in da večina voznikov tovornih vozil upošteva prometno signalizacijo. Tako kot pri vsaki stvari seveda tudi tukaj najdemo posameznike, ki kršijo, da tako rečem. Teh posameznikov ni tako hudo veliko, kot bi lahko nekdo pričakoval. Policija jih je v prvih 2 mesecih obravnavala tam okrog 300. Če so bile okoliščine nekaj lažje, smo za njih lahko izrekli tudi opozorilo, tako da stvar ni tako črno-bela, kot bi nekdo pričakoval. No, ampak za takšen ukrep seveda ni nujno, da prinese samo pozitivne lastnosti.
Sami smo pri raziskovanju naleteli predvsem na dve težavi. Kot prvo so uporabniki izpostavljali morebitno kolono tovornjakov, ki ne bi smela prehiteti zares počasno vozečega tovornjaka. Ta bi lahko recimo prevažal nevarne snovi ali pa bi šlo za izredni prevoz. To vrstno ukrep velja potem za vsa tovorna vozila, ne glede na tovor, katerega vozijo. In to je bilo tudi predočeno avtoprevoznikom, da je enostavno tovorno vozilo, ki se, ne vem, zaradi kakšnega razloga ne bo moglo peljati več kot 80, se ga dejansko ne bo smelo v tistem obdobju prehiteti. Ampak z tega vidika mi nismo v tem času, to se pravi v slabih 2 mesecih, dobili kakšne posebne pritožbe. Ukrepu gre na roko dejstvo, da večina izrednih prevozov poteka po noči, ko novo pravilo ne velja. No, poleg tega pa so tam, kjer je vzpon strmejši oziroma kjer bi tovornjaki vozili počasneje, na voljo 3 pasovi na avtocesti in tam tovornjaki na skrajnih desnih 2 lahko prehitevajo. No, kot drugo pa bi lahko novo težavo predstavljalo težje vključevanje na avtocesto s pospeševalnega pasu. No, ampak tudi tej težavi gre za zdaj, seveda v navednicah, na roko trenutna situacija. Mogoče so bili na začetku strahovi celo malo preveliki. Je pa res, da je v bistvu gostota prometa manjša, kot je bila pa pred to korona krizo. Zato v bistvu enostavno ne moremo še čisto ugotoviti, kaj vse bi se lahko zgodilo. Pričakovali smo, da bo na uvozih in izvozih avtocest mogoče več težav, da se bodo vozniki težje izključevali. Tako vtis iz terena je, da ni toliko težav in da so se ne glede na to tudi vozniki tovornih vozil prilagodili, da vedo, da nekateri na odcepih zapuščajo avtocesto in da je potrebno, da pustijo dovolj prostora, da se vozniki varno izključijo. Vemo, da zapovedovanje in prepovedovanje že v vsakdanjem življenju nista najbolj dolgoročni oziroma optimalni rešitvi. Zato bomo gostoto prometa na slovenskih avtocestah na dolgi rok seveda reševali bolj celovito, na trajnostne načine. Ta ukrep ni uperjen proti uporabi avtoceste, daleč od tega, ampak dejstvo je, da gostoto tovornega prometa nasploh lahko uravnavamo zgolj z uporabo tudi drugih prevoznih sredstev. Vsekakor je pa narava prevozov takšna, da tovornjakov se z avtocest seveda ne bomo nikoli znebili. Lahko pa se že danes znebimo še veliko večje težave in nevarnosti, kot je zgolj prehitevanje tovornjakov. Naša sogovornika izpostavljata predvsem neupoštevanje varnostne razdalje. No, na to naj novi ukrep ne bi imel vpliva. A žal tudi zaradi dejstva, da se vozniki predpisane varnostne razdalje zelo pogosto že prej niso držali. In razdalja je še toliko bolj pomembna pri vožnji tovornih vozil, ki imajo lahko tudi 40 ton skupne mase. In takšno vozilo je v primeru nepredvidenega dogodka zares težko zaustaviti. Gre za sposobnosti človeškega telesa, človeških reakcij. In zato ne le v gostinskem lokalu in nakupovalnem centru, tudi na avtocesti se držite na varni distanci, pa čeprav obtičite za počasnim tovornjakom. Ostanite z nami, po oglasih vam predstavimo mikavnega Mercedesa GLA in se posvetimo tehničnim dobrotam izjemnega Mercedesa S. Spoznamo pa tudi Suzuki Acros, ki ni oživitev njihovega motocikla iz 90-ih let prejšnjega tisočletja, ampak prej oživitev še tesnejšega sodelovanja s Toyoto. No, spomnimo oziroma predstavimo pa vam gospoda Germana, ki je bil prvi od voznikov avtomobilov, ki je šel zaradi prekoračene hitrosti v zapor. Že nekaj časa nazaj. Ostanite z nami. Prehitevanje tovornjakov je pravzaprav zgodba o hitrosti. Omejevanje hitrosti pa se začne v Veliki Britaniji leta 1861, ko so želeli drvenje koči omejiti na največ 15 km/h.
Nekoliko kasneje, leta 1899, pa je bil v zapor poslan že prvi voznik osebnega vozila, ki je vozil prehitro. To je bil 26-letni Jakob German, ki se je prehitro vozil v New Yorku, natančneje v Broadwayu, vozil se je z 19 km/h, smel pa bi se za največ 13. Jakoba je v zapor poslal policaj na kolesu. Ni jasno, kako je policaj izmeril hitrost. Jasno pa je, da če bi bil Jakob v Sloveniji, bi imel takoj kup inovativnih idej o tem, kako policiji in sodnikom dopovedati, da je bila metoda in način merjenja hitrosti popolnoma napačna. A ja, pa še nekaj je zanimivo v kontekstu današnjih dni. Jakob je vozil električni avto. Taksi. Novi i20 je prvi evropski Hyundai, ki ga zaznamuje novi oblikovalski jezik čutna športnost. Od predhodnika je malenkostno daljši, širši in nižji. Z novo masko pa premierno kaže novo podobo prihajajočih Hyundajev. Morda še bolj kot zunanjost, pozitivno preseneti notranjost, ki prinaša številne novosti, predvsem pa dobro ergonomijo. Prostora, predvsem zadaj, je več in to ne zgolj zaradi dolžinskega prirastka, ampak tudi na račun novih materialov, kompaktnejše armaturne plošče in tanjših sedežev. Velik napredek prinaša osrednji zaslon, za katerim se skriva nova tehnologija BlueLink, omogoča tudi brezžično povezavo Apple CarPlay in Android Auto, predvsem pa je v času testa deloval hitro in zanesljivo. Pod motornim pokrovom brni litrski trivaljnik s 74 kW. Pa s tem ne mislimo nič slabega. Dejstvo pa je, da se bo vozniku, ki ni vajen delovanja trivaljnega motorja, njegov glas zdel drugačen. Za prestavljanje je v testnem avtu skrbel klasični 6-stopenjski ročni menjalnik, ki deluje povsem spodobno. A glede na to, da je za ugodno doplačilo mogoče izbrati sodobni samodejni menjalnik, mi vsekakor navijamo za slednjega. Vožnja je udobna in preprosta, če jo primerjamo s prejšnjo generacijo, pa precej boljša. Sicer to za avtomobile, ki so namenjeni bolj mestni uporabi, niti ni tako zelo pomembno. Bolj pomembna bo marsikomu poraba goriva. Ker se litrski motor ne boji bolj dinamične vožnje, se bo poraba goriva z lahkoto približala 6 litrom za 100 prevoženih kilometrov. A če ste umeren voznik in se ne vozite kaj dosti po avtocesti, pa bo poraba goriva zlahka nižja od 5 litrov. Podrobneje vam novega i20 predstavimo v daljšem testu na spletni strani rtv.slo.si in na našem YouTube kanalu. A na kratko ga lahko označimo kot oblikovno zanimiv avto, ki ponuja dobro ergonomijo in zadovoljivo stopnjo varnostno-asistenčnih sistemov za relativno zmerno ceno. Across je RAV4 s Suzukijevo značko. Suzuki in Toyota sta si namreč na globalnem avtomobilskem igrišču podala roki oziroma trčila komolca in začela skupni posel. Glavni interes naše znamke za pristop k temu sporazumu je bil, da s znanjem in tehnologijo, ki jo prejemamo od partnerja, sledimo vse strožjim zahtevam evropske zakonodaje na področju emisij. Hkrati s tem pa bomo mi partnerji tudi zagotavljali tem manjšim kompaktnim avtomobilom prilagojene manjše motorje s hibridno tehnologijo. Ampak Across vseeno prinaša novost, ki je še nismo preizkusili. Celo leto pred modelom RAV4 je na slovenski trg pripeljal priključno hibridni pogon. V tem avtomobilu ni veliko klasičnega Suzukija.
spomnimo, modeli te znamke večinoma slovijo po svoji lahkotnosti in igrivosti. Across je zelo robusten avto. Robustna je notranjost, kjer imamo zelo kakovostne materiale, morje klasičnih stikal in celo nekaj v gumo oblečenih površin. Across kot priključni hibrid ima skupaj z voznikom več kot 2 toni. Težo se v zavojih občuti, no seveda pa mu še vedno najbolj pristoji umerjena vožnja, tista značilna Toyotina vožnja. No in pri takšni vožnji bomo lahko zgolj na elektriko prevozili približno 60 km, no seveda večinoma v mestu. Baterijo s kapaciteto 18 kWh bomo doma recimo napolnili preko noči. No, ampak če nam pa to ne bo uspelo in bomo na pot odšli s prazno baterijo, pa se bo Across obnašal kot klasični hibrid. Torej, polnil bo baterijo pri zaviranju in na to energijo porabljal pri speljevanju, pospeševanju ali pa pri umerjenem križarjenju v mestu. Across je Toyoti RAV4 z izjemo minimalnih kozmetičnih sprememb popolnoma enak. In zato, torej za konec, vprašanje, ki nas je grizlo tekom celotnega testa. Zakaj Suzuki in ne Toyota? Nam je namreč popolnoma vseeno. Na naše ceste je zapeljal in Luka ga bo čez nekaj trenutkov predstavil novega Transita, ki vas bo na delo peljal ne samo udobno, ampak tudi v stilu. In pa še v drobovje novega tehnološko naprednega, lahko bi rekli celo tehnološki biser Mercedesa S, v katerega se bo poglobil Miha. Mimogrede, ko se na najbolj prestižnih Mercedesih nekje v Sloveniji ali v regiji kaj zatakne, zazvoni telefon gospoda Šimenca. On je nekakšen leteči doktor za najbolj svetleče zvezde. Še preden pa gremo na premijsko svetlečo zvezdo razreda S, pa poglejmo Forda Transita. Poglejte različico Transit Custom Trail. Na kateri Fordov terenski model vas spominja? Če niste takoj opazili, ta kombi se zgleduje po Raptorju, torej Fordovem ekstremnem terenskem poltovornjaku. No, takšen Transit seveda nikakor ni tako zelo ekstremen. Imamo pa Raptorjevo masko, strešna nosilca, bočni stopnici in serijsko usnjene sedeže, da jih po delu na terenu lažje obrišemo. Terenske zmogljivosti bo izboljšal novi diferencial z mehansko omejenim zdrsom. Ta bo prišel prav predvsem na neutrjenih, spolzkih ali mehkih podlagah. No še vedno pa ostaja le pogon na prednji kolesni par. V tem primeru gre za mehanski sistem preko zobčenikov, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja in prav tako se z uporabo ne slabša. Oznako Active že poznamo recimo s Focusa ali Fieste. Ta prinaša dodaten slog športnega terenca. Sicer pa je oprema Active trenutno v Sloveniji na voljo le pri potniškemu Tourneu Custom. Slednji je še posebej zanimiv zaradi zares širokih možnosti prilagajanja potniškega prostora. Za nameček bo Ford oznako Active letos nadel tudi manjšima modeloma Tourneu in Transitu Connect. Lanskega oktobra sem bil v Imendingnu. To je ena majhna, pravzaprav nepomembna vasica sredi gozdov v bližini Bodenskega jezera. In tam ima Mercedes-Benz svoj testni center. In po njihovem ovalu sem se takrat vozil z avtomobilom, ki mi je dopuščal, da nisem uporabljal ne rok, ne nog. Avtomobil je vozil povsem samodejno. In to je bil serijski avtomobil, ki pa ima eno bistveno napako. Zakonodaja ga namreč ne pusti prodajati. No, na avtonomno vožnjo stopnje 3 boste morali še nekaj časa počakati, pravijo, da vsaj do konca tega leta, ampak predvidevajte še bistveno dlje. Ampak avto, ki se je ravnokar pripeljal k nam, ima tehnologij, ki so nadvse moderne in inovativne na pretek. Razred S je recimo eden najbolj aerodinamičnih avtomobilov ta hip. 0,22 je količnik zračnega upora. In prihaja priključni hibrid, ki bo zmogel kar 100 km na elektriko. Ponuja tudi zračno vrečo, čelno zračno vrečo, tudi za potnike tam zadaj. In po novem je ta kabina povsem digitalna. Merilniki tukaj pred voznikom so 3D, zanimivo pa je to, da je med njimi tukaj zgoraj kamera.
kamera, kakršno bi se želele vse učiteljice, saj preverja, ali voznik za volanom med vožnjo spi ali pa je buden. In matrične oči sploh še niso postale mainstream, torej nekaj običajnega, pa imamo že novo, najboljšo tehnologijo žarometov. Osnova je ista, se pravi LED svetila, s tem, da imamo tukaj veliko večji nabor teh pikslov, ki jih ugašamo oziroma prižigamo in posledično je ta stvar 100-krat boljša od današnjih poznanih matričnih oči. Na 100 metrov je en piksel velikosti enih garažnih vrat, 1,70 krat 2 metra pa še nekaj, s tem, da je pa danes ta digitalna luč na 100 metrov 2 krat 3 cm, se pravi 100-krat bolj natančno. Pa postavimo zdaj vse to v eno perspektivo. Sem tukaj na prazni cesti brez motečih faktorjev. In mimo mene vozi voznik z razredom E, ki ima klasične matrične žaromete. No in kot ste videli, voznik je vozil z dolgimi lučmi, ampak mene ni zaslepil. In vse to zna tudi razred S, ampak kot smo slišali, 100-krat bolje. In kje se ta 100-krat bolje pozna? Današnje luči omogočajo tudi kameri, da bolje vidi, ne sami. Avtomobil površino pred sabo razdeli na 1 300 000 majhnih koščkov. Na koščke v velikosti 2 x 3 cm. In seveda se sliši kot komplicirane, ampak ko gre za varnost, ni vseeno, ali se jaz po tej nočni cesti sprehajam s psom ali z mojim malim 4-letnikom ali pa z mojo najstniško hčerko. Boljša prepoznava je enako, boljše informacije za asistenčne sisteme in pa seveda tudi za voznikov odločanje. Pa ne samo na takšni neosvetljeni lokalni cesti, tudi v mestu se bo novi S izkazal. Za 2 metra je namreč bolj okreten kot predhodnik. Z obračanjem vseh 4 koles ima obračalni krog tako ozek kot najmanjši Mercedes GLA. Tega smo preizkusili, gremo na test. Novi GLA je od predhodnika povsem drugačen, hkrati stoji na novi platformi. Slednja seveda odloča pri tistih kupcih, ki se pri nakupu avtomobila poglobijo tudi v detajle in jih zanima še kaj več kot oblika. A veliko kupcev vseeno kupuje z očmi in s čustvi. In kateri so na boljšem? Enostavno bi lahko odgovorili oboj. Oblikovno je bil prvi GLA malce poseben. Od ostalih modelov se je precej bolj razlikoval in nekaterim je bilo to všeč. Zdaj so si tudi Mercedesovi križanci veliko bolj podobni med seboj, kar je seveda nekaterim kupcem všeč, tistim, ki pa si želijo bolj izstopati, pa malo manj. Po drugi strani pa je novi GLA oblikovno drugačen z razlogom. Zrasel je namreč v vse smeri in to se kaže tudi v notranjosti. Ne samo, da je daljši, je tudi 12 cm višji. Vstopanje v avto je tako lažje, hkrati so veliko pridobili potniki na zadnji klopi, kjer je višinski prirastek enak tistemu za kolena. Doplačilno se kupec lahko odloči tudi za pomik zadnje klopi, s katero lahko povečamo prtljažnik, seveda takrat, ko ga potrebujemo. A navkljub vsemu naštetemu se zdi, da je največ pridobil voznik. Zaradi nove platforme in posledično večje medosne razdalje, novega vzmetenja in krmiljenja je avto bistveno lažje vodljiv in predvsem bolj ubogljiv. Volanski obroč je natančen, predvsem pa je nov pogled na merilnike. Te prikazuje enota MBUX, ki je lahko različno velika, a prinaša enako pamet. Z njo so namreč Mercedesovi avtomobili prvič dobili tudi ekrane občutljive na dotik. Srce avtomobila je ponavadi motor. 2-litrski turbodizelski agregat ponuja 110 kW, kar je dovolj, da GLA z mesta do 100 km/h pospeši v manj kot 10 sekundah, pa tudi končna hitrost je višja od 200 km/h. Za delovanje ne potrebuje veliko. 5 km na nornem krogu oziroma liter ali 2 več pri bolj dinamični vožnji. Slednja je na voljo tudi s pomočjo izbire voznih programov, kjer posamezni programi pohvalno pokažejo oziroma ponudijo razliko. Če so pri športnem programu zaželeni boljši pospeški, odzivnejši volan in trše podvozje, pri komfortnem ali celo ekovoznem programu tega seveda ne potrebujemo.
Predvsem potrebujemo več udobja, kjer bi na trenutke pričakovali, da bo prestavljanje 8-stopenjskega samodejnega menjalnika bolj gladko in pa tišino. Slednjega pa dizelski agregat sam po sebi seveda ne zmore ponuditi. Zato gre več za mere zvočni zaščiti kabine, ki v notranjost spusti preveč hrupa, pa ne samo motornega, ampak tudi tistega izpod koles. Testni avto je bil namreč opremljen s kar 20-palčnimi kolesi. Z manjšimi in posledično višjimi pnevmatikami bo hrupa manj, vožnja bo bolj udobna, pa še nekaj evrov več bo ostalo v denarnici. Je pa seveda res, da se avtomobili kupujejo iz različnih razlogov in eden od njih je brez dvoma tudi videz. Slednjemu se mnogi odrečajo tudi na račun udobja. Kdo ima prav, pa je seveda nemogoče ugotoviti. Hitrost na avtocestah je večna tema. V večini evropskih držav je seveda omejena na 130 km/h, v nekaterih državah nekaj manj, v redkih pa tudi malenkost več. In potem je tu Nemčija. Na 4-pasovnici v Nemčiji je povprečna hitrost vožnje 137 km/h, na 6-pasovnici pa 142 km/h. Zdaj pa nazaj k nam. Če si ne zatiskamo oči, potem vemo, da veliko voznikov v Sloveniji po naših avtocestah vozi okrog 150 km/h. Držim pesti, da bodo vsi tisti, ki bodo prehitevali verige tovornjakov z 130 km/h, tako kot je prav in kot se mora, imeli za sabo strpne voznike, ki ne bodo silili vanje in imeli prekratke varnostne razdalje, samo zato, da bodo lahko čim prej peljali spet malenkost prehitro. Na kilometrov, amen. Bodo pa imeli te vozniki za sabo oziroma po novem tudi avtocestno policijo. No, mi bomo z vami spet čez teden dni, vmes pa nas spremljajte na vseh naših internetnih zavihkih in se kmalu vidimo. Srečno!